Kids TV. Kvisko, malo tu, malo tam. Za vas imam 6 vprašanj. Začnimo. Sonce, ovca, metulj. Kdo na sliki je okrogle oblike in rumene barve? Kdo na sliki? Sonce je rumeno in okroglo. Sonce je velikanska zvezda, je vir svetlobe in toplote na našem planetu in drugih planetih v osončju. Ste vedeli, da ima Sonce dovolj energije, da lahko sveti še naslednjih 5 milijard let? Gremo naprej. Lev, stegozavar, medved. Katera izmed 3 živali živi v Afriki? Je to lev, stegozavar ali medved? Lev živi v Afriki, bo držalo. Lev je velika mačka. Zaradi goste samčeve grive se med vsemi mačkami samec in samica najbolj razlikujeta. Danes živijo levi v prostranih savanah in stepah južno od Sahare in na zelo majhnem teritoriju v Indiji. Levu rečemo tudi kralj živali. Pajek, lisica, čebela. Katera izmed 3 živali leti in brenči? Katera izmed 3? Pravilen odgovor je čebela. Prav ona brenči in leti. In veste kaj? Ima tudi zelo pomembno nalogo. Čebele so pomembni opraševalci. Z rastline na rastlino raznašajo prah, ki se imenuje pelod ali cvetni prah. Ta pa rastlinam omogoča, da poženejo semena. Deček, avto, bala sena. Kaj na sliki je rdeče barve in se vozi po cesti? Je to deček, je to avtomobil ali bala sena? Avtomobil je rdeč in vozi po cesti. Avtomobil je cestno vozilo z lastnim pogonom, običajno s 4 kolesi na 2 oseh. Beseda avtomobil pravzaprav pomeni nekaj, kar se premika samo od sebe. Danes velika večina avtomobilov za pogon uporablja motor z notranjim zgorevanjem, ki ga žene bencin ali plinsko olje. Balon, bober, češnje. Kaj na sliki je oranžne barve? Kaj je oranžno? Balon je oranžne barve. Zelo dobro. Baloni so super pogruntavščina za dekoracijo, se pravi, da okrasimo prostor. Recimo za rojstni dan. Prav tako so super, ker se z njimi lahko podajamo s prijatelji, lahko pa ga tudi sami takole odbijamo v zrak. Z majčkeno domišljije se z balonom lahko res luštno igramo. Deklica, baterijska svetilka, copati. Kaj na sliki sveti? Je to deklica, baterijska svetilka ali copati? Tako je, baterijska svetilka sveti. Jo imate vsi doma? Če ne vi, pa vaši starši zagotovo. Se vam je že zgodilo, da je doma zmanjkalo elektrike, pa vam je na pomoč priskočila prav baterijska svetilka? Zelo priročna je. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Živjo, prav en lep pozdravček vam pošilja Maja in pa Diana. Danes na Timi Kids TV ponovno pravljična joga. Pravljice imamo zelo radi, je res, da pa se bomo zraven še malo razgibali, pa nas čaka danes še joga. Za vas sem izbrala pravljico o slonu na drevesu. Ja, prav ste slišali, slon je splezal na drevo.
Vas zanima zakaj? Seveda, kmalu vam povem. Takole, dobro napnite ušesa in prisluhnite. Slon je spal in kar precej na glas mrčal. Ko ga je nekaj požgečkalo po ušesih, odprl je oči in pogledal. Bilo je ptičje petje o ljubezni. Vprašal je, kaj pa je to ljubezen? On ni vedel. Vi veste? Ššt, ne še povedati, da bo tudi slon ugotovil in spoznal. Zaslišal je ptičje petje o ljubezni, namreč ptički so se prebudili in zapeli pesmico o ljubezni. Slon pa se je odločil, da se odpravi poiskat ljubezen. Najprej se je ozrl naokrog in zagledal veliko drevo. Če ptički živijo v gnezdih na drevesih in oni pojejo to pesmico, mu bodo prav gotovo lahko povedali, kaj je to ljubezen. Odpravil se je na drevo. Vstanemo. Imamo zelo močne noge, kot je deblo drevesa, potem pa eno nogo naslonimo na drugo. In počasi stegnemo roki, če lahko, da naredimo krož na drevesu. Če pa nam je to zelo težko, narišemo čarobno steno in se jo primemo, takole se održimo in potem ponovno poskusimo narediti drevo. Uspelo nam je. Odlično drevo smo naredili. Pa potem naredimo drevo še na drugo stran. Dvignemo drugo nogo, jo zalepimo in če lahko, stegnemo roki, naredimo krošnjo. Super ste. Tako, tole drevo je dovolj močno in slon lahko spleza. Ko je splezal, priplezal na vrh drevesa, je tam zagledal ptičke. Vprašal jih je, ptički, ali vi veste, kaj je to ljubezen? Seveda so mu odgovorili ptički. Ljubezni moraš lepo postlati in zato potrebuješ gnezdo, pa jo boš pričakal. Ker pa slon ni imel gnezda, so mu ptički posodili svojega. Naredimo veliko gnezdo. Takole postavimo noge narazen, da se bo slon lahko skril notri. Prišel je v gnezdo in čakal ljubezen. Čakal je in čakal je. Toliko časa je čakal, da mu je postalo dolg čas. In naenkrat je na nebu zagledal velike črne oblake. Pa naredimo en oblak. Dvignemo se, skrijemo eno roko za hrbet, skrijemo drugo roko za hrbet in se upognemo nazaj. Smo oblački. Z teh velikih črnih oblakov je začel padati dež. Dobro poslušajte, kako pada dež. Slišite? In potem dež pada tudi po nogah. Se pomasiramo po nogah. Dež pada po rokah. In še po ličkih. Pa po celi glavi pomasiramo našo glavo. Ko je nehalo deževati, se je slon odločil, da gre dol z drevesa, da ima dovolj čakanja. In ko je prišel dol, je tam zagledal kačo. Seveda je tudi kača vprašal, kaj je to ljubezen. Poležemo se na tla in se dvignemo kot kače. Pa se zvijamo v eno stran in v drugo stran in se oglašamo kot kače. Kača je slonu povedala, da mora v ljubezni vedno gledati samo naprej. Slon se je začudil, pa se gledam naprej, pa ljubezni ne vidim. Zato se je odločil, da se odpravi naprej. Zagledal je žirafo. Žirafe so zelo velike. Postavimo eno nogo naprej in drugo nogo nazaj. Pokrčimo eno nogo, se malo zaguncamo naprej, nazaj, naprej, nazaj. In ker imajo žirafe dolg vrat, stegnemo roke visoko. Žirafa rada nabira listke na drevesu, pa jih skupaj nabirajmo. 1, 2, 3, 4 in 5. Pa se obrnemo še na drugo stran, druga noga naprej in nazaj, pa spet nabiramo. 1, 2, 3,
Žirafa je slonu povedala, da je ljubezen zelo vzvišeno čustvo, da mora pogledati bolj navzgor. A kam gor? Zazrl se je v nebo, pa ljubezni ni videl. Na srečo pa je zagledal leva. Lev sigurno ve, kaj je to ljubezen. Postavimo noge narazen. Eno roko zalepimo na nogo, drugo roko zalepimo na nogo, se nagnemo naprej. Znate ljubeti kot levi? Seveda sem vas že slišala, kar do sem. Zdaj pa me dobro poslušajte. Pomasiramo nos in naredimo en globok vdih skozi nos. Potem stegnemo jezik proti tlom in izdihnemo skozi usta. Tako. Tako smo postali levčki. Naredimo še enkrat, pomasiramo nos in pihnemo skozi usta. Lev pove slonu, da je ljubezen za pogumne. Kaj mislite, otroci? Je slon dovolj pogumen za ljubezen? Da je, meni se tudi tako zdi. Ker pa slon še vedno ni vedel, kaj je to ljubezen, se je odločil, da obišče kite. Kiti se njemu zdijo zelo pogumni, pa verjetno oni vejo, kaj je to ljubezen. Odpravil se je na velik čoln. Pa naredimo čoln, močen čoln, da bo slon lahko sedel na njem. Dvignemo nogi, dvignemo roki. Tako, smo zelo močni. Lahko slon sedi na našem čolnu? Lahko, bravo, super čolne ste naredili. Slon je v morju zagledal kita. Uležemo se na tla. In potem dvignemo naš trebuh zelo visoko. In postanemo kiti. Če lahko, ujamemo prske in jih prepletemo. In dvignemo trebuh še višje. Kit je povedal slonu, da ljubezen ne najdeš v besedah, vendar v občutkih. Da ljubezen začutiš znotraj sebe. Slon je razmišljal, kaj čuti, pa ni vedel, ali je to ljubezen ali kaj drugega, zato se je odločil, da se odpravi domov. Bil je malo utrujen od izleta, spet se je ulegel, malo zaspal. Ko ga je naenkrat spet nekaj požgečkalo po ušesih. Tokrat ni bilo ptičje petje, tokrat je bila slončica, ki je na sebi imela polno peres in ga je požgečkala s peresom. Slon se je na ves glas zasmejal. Slončica, kaj pa delaš s toliko peresi, jo je vprašal. Ona pa mu je povedala, da je mamica rekla, da kadar si zaljubljen, se počutiš, kot bi letel in zato ima peresa, da bi lahko letela. Slonček se je zelo razveselil, ko je zagledal slončico in naenkrat mu je srce začelo biti močneje. Takrat se je spomnil kitovih besed. Ljubezen občutiš. Ljubezni ne najdeš v besedah. Sedaj je vedel, kaj je to ljubezen. Slonček je našel svojo ljubezen in za njem je bil dolg in naporen dan. Slončico sta se še malo poigrala, potem pa oba utrujeno zaspala. Vlekla sta se na tla, tudi mi se uležemo, da se spočije naše telo. Ko tako ležimo, zapremo oči in tako se spočijejo noge, spočijejo se vsi prski na nogah, spočijejo se roke in vsi prski na rokah. Spočije se trebuh in hrbet. Spočije se cela glava. Tako spočiti smo sedaj pripravljeni na nove dogodivščine, na veliko igre in zabave. Pa se spet vidimo kmalu. Adijo!
domek svoj ima v toplini, v netopirjevi graščini. Dober večer, otroci! Danes se skupaj odpravimo na potep po gozdu. Tokrat nam bo družbo delala Pika Polonica. Pravljica Pika Poka. Nekoč, že dolgo je tega, je daleč v gozdu živela Pika Polonica, Pika Poka. Zakaj so jo tako klicali? Ker je vse dneve in kar tako vsem naokrog s prsti delala pik, pok, pik, pok. Njenim prijateljem to ni bilo prav nič všeč. Nekega dne, ko je Pika Poka žalostno iskala izgubljeno žogico, je mravljici, ki ji je stopila na pot, naredila pik, pok, pik, pok. Mravljica je žalostno odkorakala, ne da bi Pika Poka vedela, zakaj mravljica noče več biti njena prijateljica. Nekega dne je bila Pika Poka radovedna in se je spraševala, kakšna je želvina hišica. Prijateljica ji je dovolila vstopiti in si jo ogledati. Pika Poka je bila tako hvaležna, da je iz ljubezni želvi naredila pik, pok, pik, pok. A njej to ni bilo všeč in se je naslednjič raje sama zaprla v svojo hišico. Nekega dne je Pika Poka jezno korakala ob reki, ki je zaradi močnega vetra ni mogla preleteti. Iz grmovja je prilezal hrošč in z nasmehom pozdravil prijateljico. Ker je mislila, da se smeji njenemu neuspehu, mu je naredila pik, pok, pik, pok. Hrošč se je užaljeno umaknil, ne da bi vedel, zakaj se Pika Poka jezi. Nekega dne, ko je Pika Poka kačjemu pastirju zadovoljna kazala svojo novo piko, je od velikega ponosa naredila pik, pok, pik, pok. Kačji pastir je nesrečen odletel stran in Pika Poka z njim ni uspela deliti veselja. Iz dneva v dan je Pika Poka postajala čedalje bolj osamljena. Ni vedela, zakaj se vsi skrivajo pred njo. Ker ni bilo ob njej nikogar, je v solzah kar sama sebi naredila pik, pok, pik, pok. Tedaj pa je, avč, od presenečenja skočila visoko v zrak. Kaj je ugotovila? Pik, pok, pik, pok. Ni bil prav nič prijeten. Joj mene, joj, je še bolj zajokala. A nekaj solz je priteklo zaradi olajšanja, kajti ugotovila je, zakaj se vsi prijatelji skrivajo pred njo. Tako kot njej tudi njim ni bil všeč pik, pok, pik, pok. In kaj je naredila? Nič lažjega. Odšla je do vsakega posebej, se mu opravičila in obljubila, da nikoli več ne bo naredila pik, pok, pik, pok. Potem jo je čakala malo težja naloga. Obljubo je morala držati. Zato je vsakič, ko so jo zasrbeli prsti, raje z njimi zaplesala in svojega prijatelja močno objela. Objema smo vsi veseli, kaj ne? Še vedno pa jo vsi kličemo Pika Poka. Zakaj? Zaradi njenih pik, seveda. Kaj pa če danes, preden zatisnete oči, skupaj zapojemo še pesmico o Pika Polonici? Jo vsi poznate? Pika Poka, Pika Polonica, to sem jaz. Suknica rdeča, nekaj črnih pik. Res nisem velika kot sosedov bik, toda vsak, ki me pozna, res najraje me ima. Zdaj pa le zaprite oči, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč.
Kvisko, malo tu, malo tam. Za vas imam novih 6 vprašanj. Začnimo. Orka, povodni konj, lenivec. Katera izmed živali slik je najboljši plavalec? No, katera? Orka je najboljša plavalka, bo držalo. Orko zlahka prepoznamo po črno-beli barvi in ozkem gobcu. Za tako veliko žival je izjemno spretna in slovi po neverjetnih skokih. Je največja vrsta v družini delfinov. Najdemo jo v vseh svetovnih oceanih, od mrzlih arktičnih območij do toplih tropskih morij. Gremo naprej. Lama, emu, jak. Katera izmed 3 živali je znana po tem, da pljuva? No, katera? Lama je tista, ki brani svoje ozemlje tako, da tleska z jezikom, postavi ušesa nazaj in pljuva. Lama v Andih živi na 2 različnih področjih. Na enem se hrani, na drugem pa spi. Oba kraja pa izbere vodilni samec. Gremo naprej na naslednje vprašanje. Daljnogled, glavnik, izvijač. S čim si bomo počesali lase? No, s čim se vsako jutro počešete? Seveda, z glavnikom si počešemo lase. Glavniki so lahko različnih velikosti. Lahko so tako majhni, da jih spravimo v žep ali torbico. Tako ga imamo vedno pri roki, če bi nam veter slučajno razmršil lase. Tiste nekoliko večje glavnike pa imamo običajno doma, v kopalnici. Vi tudi? Semafor, zaklad, zvezda. Kaj sveti po noči na nebu? Kaj sveti? Zvezde svetijo. Zvezde nastajajo iz velikih oblakov plina in prahu. Zaradi težnosti se ti plini in prah privlačijo. Ko se združijo, se začnejo vrteti in ogrevati. V središču plin tvori vse gostejše jedro in rodila se bo majcena zvezda. Tasmanski vrag, volk, rakun. Katera izmed 3 živali tuli? Au! Volk tuli, zelo dobro. Sivi volk je ena od 3 zveri, ki živijo v Sloveniji. Je največji predstavnik družine psov. Je celo prednik vseh pasem domačega psa. Volkovi živijo v krdelih, ki ima običajno do 15 živali in v njem vladajo stroga pravila. Kuščarovratničar, ptič, zmaj. Kakšne barve so živali na slikah? Kakšne barve so? Zelene barve so vsi 3, res je. No, kaj je še zelene barve? Pomagajte mi razmišljati. Zelena je tudi trava, pa listje na drevesih. Zelene so lahko tudi kače, gosenice, kobilice. Zelene barve je lahko flomaster, barvica, voščenka in še. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Brez roga bi bil le nos, brez nosu en velik štos. Nos in rog, nosorog, nosorog.
Dober večer, otroci! Danes se pred spanjem sprehodimo z zvezdicama po gozdu. Prisluhnite pravljici Zvezdici. Nekoč, že dolgo je tega, sta daleč v gozdu živeli dve zvezdici, ki sta se imeli zelo radi. Ena je bila nočna in se je igrala vso noč. Plesala z oblaki, se lovila z vetrom in poslušala šumenje listja. Druga je bila dnevna in se je igrala ves dan. Plesala z valovi, se lovila s sončnimi žarki in poslušala ptičje petje. Nekega dne sta ugotovili, da se pogrešata in bi se radi več časa skupaj igrali. Nočna zvezdica je povabila dnevno na nočni obisk, saj je podnevi spala. Dnevna zvezdica je povabila nočno na dnevni obisk, saj je po noči spala. Čeprav sta si obe še vedno želeli več skupnega časa, si ni nobena želela sprejeti vabila. Nočna zvezdica je vso noč razmišljala, kaj narediti. Dnevna zvezdica je ves dan razmišljala, kaj narediti. Ko sta se naslednjič srečali, sta ugotovili, kaj je rešitev. Kompromis. Nočna zvezdica je mislila, da se kompromis kuha. Dnevna zvezdica je mislila, da se kompromis peče. Modra sova jima je razložila, da se kompromis zmeša. V skledo sta dali želje nočne zvezdice in želje dnevne zvezdice. Nato sta mešali in mešali in mešali, kuhali in pekli pa nista. Ko je bil kompromis narejen, je nočna zvezdica vedela, da se bo morala malo prej zbuditi in malo kasneje zaspati. Dnevna zvezdica pa je vedela, da se bo tudi ona morala malo prej zbuditi in malo kasneje zaspati. Tako sta dobili kar dve druženji vsak dan. Igrali sta se zjutraj in igrali sta se zvečer. In to je bil čudovit kompromis. Kaj pa je kompromis? To je mešanica, ki je prav vsakomur všeč, s katero je prav vsakdo zadovoljen in srečen. Poskusi, z nekom tudi ti zmešaj vajin kompromis. V skledo daj svoje želje in njegove želje. Nato mešajta in mešajta in mešajta. Kuhati in peči pa ni treba. A pazi, kompromis mora biti všeč obema, tebi in njemu. Zdaj pa le še oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Kaj je najlepše, je naslov tele, ki jo danes za vas preberem. Udobno se namestite, zaprite oči, napnite ušeska, pa začnimo. Kaja je od mamice dobila prelep balon in poljubček. Balon je kmalu ostal brez zraka, poljubček pa je zavedno ostal na Kajinih ličkih. Tine je od očka dobil prelepo žogo in pohvalne besede. Žogo je nekega dne odnesla reka. Očkove besede pa Tinetu še vedno odmevajo v ušesih. Pija je od babice dobila prelep pulover in topel objem. V puloverju je nekega dne nastala velika luknja. Babičin objem pa Pijo greje še danes. Peter je od dedka dobil prelepo kapo. Kapo je nekega dne izgubil. Trenutki, ki sta jih z dedkom preživela na sprehodu, pa bodo Petru zavedno ostali v spominu. Taja je od strica dobila prelepo šolsko torbo. Nekega dne vanjo ni mogla več zložiti vseh zvezkov in knjig, a se bo vedno spominjala, kako zabavno je bilo nakupovanje torbe s stricem.
Lan je od tete dobil prelepe športne copate. Nekega dne jih ni mogel več obuti. Toda nikoli ne bo pozabil, kako smešno se je bilo s teto pomeriti v teku. Lara je od sestrice dobila prelepo hišo za punčke. Nekega dne je prerasla igranje s punčkami, toda prijaznosti svoje sestrice ne bo nikoli pozabila. Primož je od bratca dobil prelepe Lego kocke. Nekega dne so se vse kocke porazgubile, toda še vedno se spominja, koliko različnih stvari sta z njimi sestavila. Tara je od prijateljice dobila prelepo torto za rojstni dan. Torte ni bilo več, a Tara ne bo nikoli pozabila, kako čudovit je bil dan, ki ga je preživela s svojo prijateljico. Rok je od prijatelja dobil prelepe čokoladne figurice. Čokolada na njih se je stopila, a Rok ne bo nikoli pozabil, kako rad ga ima prijatelj. Prav vsi so na svoje prelepe stvari že zdavnaj pozabili. Toda nikoli ne bodo pozabili prijaznih besed, toplih objemov, sladkih poljubčkov in časa, preživetega s tistimi, od katerih so jih dobili. In zato je najlepše vse, kar ni moč kupiti in se da vselej zastonj dobiti. Zato nikar ne pozabite vsak dan znova objeti tiste, ki jih imate radi. Zdaj pa objem, poljubček in sladke sanje. Mala panda Snežka metulja je lovila, v njegove lepe barve se je zaljubila. Črna in pa bela, dolgočasna reč, raje bi imela repek živo rdeč. Mala panda Snežka za misel je dobila, v rdeče gozdne jagode se je skotalila. Črna in pa bela, rdeča vse povsod, njej enake pande ni nikjer drugod. Mimi, Kids TV.